Pravljica za lahko noč. Nec, Peter, Sebastian in Domen. Otroci, hitro v posteljo, poslušajte na vso moč. Na vrsti je pravljica za lahko noč. Mama in očka se poslovita, objemček ti data, poljubčke 3. Si pripravljen? Pravljica se začenja. 1, 2, 3. Grbava betka. Vsak torek in četrtek po šoli grejo Sebastian, Nejc, Peter in Domen skupaj do igrišča na nogometni trening. 10 minut na pot jih vodi mimo trgovine, ki med drugim prodaja veliko zanimivih stvari za otroke. Ena od izložb ima zmeraj razstavljeno nekaj, kar vse otroke pritegne do okna. Tudi Sebastian, Nejc, Peter in Domen se zmerom ustavijo pred izložbo. Tokrat je bil razstavljen avtomobil na baterijski pogon. Izgledal je kot luksuzen rumeno-črn športni dirkalnik z velikimi kolesi. V paketu je prišel tudi klanec, čez katerega je avto pri polni hitrosti lahko skočil do 5 metrov daleč. To pa je lepotec. Če bi prihranil mojo žepnino, bi ga lahko kupil, je sanjal Peter. Sebastian se je glasno zakrohotal. Ti pa prihranil žepnino? Pa saj nimaš niti centa. Vse takoj zapraviš za sladkarije in igrice. Grem stavit, da če bi ga jaz navrl do polne hitrosti, bi skočil še dlje kot 5 metrov, se je važil Nejc. Ko so tako opazovali izložbo, so zaslišali zamolklo godrnjanje. Oho, stara škatla je spet točna kot švicarska ura. Vsi fantje so pogledali čez ramena. Kot pričakovano so videli grbavo betko, ki je kot vsak torek prihajala iz trgovine. Hodila je sklonjeno, grba vidna na hrbtu. Vedno je nosila 2 polni vrečki in mrmrala sama sebi, kako razvajena in nevzgojena je današnja mladina. Fantje so se ponavadi norčevali iz nje. Zmislili so si celo nesramno pesmico. Bežite, otroci, bežite, ljudje, grbasta betka po cesti gre. Če v oči ji pogledaš, ti glavo odje. Pesmico so tiho peli, ko je bila še blizu. Čim bolj se je oddaljevala, glasneje so peli in se režali. In tako je bilo vsak torek. Nekaj tednov pozneje so fantje spet stali pred izložbo. Razstavljena je bila rolka, imela je nalepke in fantje so sanjarili, kako fantastične skoke in trike bi izvajali na njej. Pohlepneži, samo imeli, delali pa nič. Naredite kaj dobrega, da si zaslužite drage stvari, s katerimi vas razvajajo starši. Nikoli prej jih betka ni direktno nagovorila. Fantje so se počutili, kot da jim je storila krivico. Sebastian je začel glasno peti
in drugi so se pridružili. Bežite, otroci, bežite, ljudje, grbasta betka po cesti gre. Če v oči ji pogledaš, ti glavo odje. Betka je med hojo pogledala nazaj, a se je spotaknila in padla. Vrečki sta padli na tla in vsebina se je razsula po pločniku. Jabolka so se skotalila na vse strani, paket mleka je počil in bela tekočina se je širila po asfaltu. Kruh je padel iz papirnate vrečke in ležal na tleh blizu cigaretnega ogorka in 2 žvečilk. Betka ni več govorila. Bila je popolnoma tiho. Negibno je sedela na tleh in Domen bi lahko prisegel, da je v očeh imela solze. Nejc, Peter in Sebastian so stekli vstran, da jih ne bi kdo okrivil, in se med tekom režali kot norci. Domen je nekaj trenutkov negibno stal. Ni hotel biti okrivljen za to, ampak Betkine solzne oči so mu stiskale srce. Pomislil je, kako bi se njegova babica počutila, če bi se to zgodilo njej in ji nihče ne bi pomagal, temveč se norčeval iz nje. Sama misel na to mu je še bolj stisnila srce. Domen je res imel rad svojo babico. Nežno se je približal in Betki pomolil roko. Gospa Betka, primite mojo roko, pomagam vam bo vstati. Vas kaj boli? Stara gospa je definitivno imela solzne oči. Domen je tudi videl, da je na roki in kolenu imela krvave odrgnine. Nekaj trenutkov se Betka ni premaknila. Potem je zašepetala. Elizabeta. Oprostite, prosim? Elizabeta, je glasneje povedala starka na tleh. Ime mi je Elizabeta. Otroci se že od nekdaj norčujejo iz mene in me kličejo Betka. To mi ni všeč. Elizabeta je lepo ime, je rekel Domen. Pridite, gospa Elizabeta, pomagal vam bom vstati. Elizabeta je prijela njegovo roko in Domen je moral kar dobro povleči, da je lahko gospe pomagal vstati. Ko je stala, je začel pobirati jabolka in vse druge stvari, ki so popadale iz obeh vrečk. Nažalost je mleko izteklo, ampak vse drugo je spet v vrečkah. Vam jih lahko pomagam odnesti do vaše hiše? Elizabetin obraz je bil presenečen, ampak tudi prijazen in lep. Domen je prijel obe vrečki in jo dvignil. Komaj ju je nesel, tako težki sta bile. Ni bilo zelo daleč, a ko sta prišla do njene hiše, se je počutil, kot da mu bosta roki odpadle. Ni čudno, da je Elizabeta vedno godrnjala, ko je nosila vrečki. Za staro gospo je to moralo biti izjemno naporno. Med potjo sta se pogovarjala in Domen se je počutil skoraj tako, kot z svojo ljubo babico. Preden je Domen odšel, se je opravičil, da so se norčevali iz nje in ji zaželel lep dan. Nato je stekel za preostalimi in še pravočasno prišel na trening. Naslednji teden je v izložbi bil dron. Sebastian, Nejc, Peter in Domen so si spet pasli oči. Domen je zmerom pogledoval proti trgovini. Kaj pa je s tabo narobe? Se bojiš grbave betke?
ga je dražil Peter. Njeno ime je Elizabeta, ne grbava betka. Če bi govoril z njo, bi videl, da je prijazna starka. Oho, Domen ima novo punco, se je norčeval Nate. Res? Jih je zdolgočaseno pogledal Domen. Prav bedni ste s svojimi izjavami. Se tako obnašate tudi do lastnih babic? Fantje so bili vidno šokirani. Prav v tem trenutku Elizabeta stopi iz trgovine. Domen steče do nje. Dober dan, gospa Elizabeta, upam, da imate lep dan. Ali vam lahko pomagam nesti vrečki? Hvala, Domen, bom že nekako zmogla. Ne, to bo dobro za moj trening, bom imel večje mišice. Kar dajte mi vrečke, prosim. Elizabeta se je morala na glas zasmejati in mu z veseljem in olajšanjem dala vrečki. Spet sta bili zelo težki. Domna so bolele roke, a jih je varno prinesel do njene hiše, se poslovil in nato stekel na trening. Naslednji teden je v izložbi bilo razstavljeno fantovsko gorsko kolo, ki se je svetilo v modro-črni barvi s srebrnimi dodatki. Fantje so se kar slinili pred izložbo. Kaj bi dal, da bi bilo to moje kolo? Nate je puščal lepljive odtise prstov in rok na steklu. Če bi bil moj, bi vsi samo jedli prah, ki bi ga puščal za seboj, se je bahal Peter. Domen je spet pogledoval proti trgovini. Ko je videl Elizabeto, je spet stekel do nje in ji pomagal nesti vrečke. Fantje so se še norčevali iz njega, ampak se niso več na glas norčevali iz Elizabete. V četrtek, ko so spet šli na trening, kolesa ni več bilo v izložbi. Namesto tega je tam bil skiro. Neki srečnež se vozi z mojim kolesom, je stokal Sebastian. Misliš z mojim kolesom? Ga je popravil Peter. In tako se je vse nadaljevalo še 4 mesece. Vsaki teden so se fantje ustavili pred izložbo, vsaki torek je Domen pomagal Elizabeti nesti vrečke. Nato je napočil Domnov rojstni dan. Ko je tisti teden Elizabeto pospremil do doma in odložil vrečke pred hišo, mu je rekla, naj za trenutek počaka. Odšla je do garaže in jo odprla. Domen se je spraševal, kaj neki mu hoče pokazati. Ali bo ga vprašala, če ji lahko pomete garažo? V garaži je stalo gorsko kolo iz izložbe. Gospa Elizabeta, ste kolo kupili za vašega vnuka? Ne, kolo je zate, Domen. Hvala, da mi vedno pomagaš nesti vrečke. Domen je bil več kot šokiran. Ampak kolo je izginilo iz izložbe pred meseci. Seveda si nihče ne zasluži kolesa, če enkrat pomaga nesti vrečke. Ampak ti to zdaj delaš že mesece. Prvič, ko si mi pomagal, sem vedela, da boš ostal pri tem. Zato sem hitro nabavila kolo, ko je bilo še na zalogi. In sedaj, ob tvojem rojstnem dnevu, je prava priložnost, da ga dobiš. Ampak ne pomagam vam zato, da bi kaj dobil. Samo pomagati sem hotel in da bi bili veseli. Vem, Domen. In ravno zato si zaslužiš kolo. Brez skrbi, predtem sem govorila s tvojima staršema. Rekla sta, da sta ponosna nate in da smeš vzeti kolo. Domen je skoraj lebdel od sreče,
Močno je objel gospo Elizabeto in se prisrčno zahvalil. Nejcu, Petru in Sebastjanu so čeljusti skoraj padle na tla, ko so videli Domna na novem gorskem kolesu, ki so si ga vsi tako želeli. Ko jim je razložil, od koga ga je dobil, so bili šokirani. Če bi ji oni pomagali, bi mogoče tudi kaj dobili. Domen jim je razložil, da to nikoli ni bil njegov namen. Postalo jih je sram. Naslednji torek so fantje spet bili pred izložbo. V njej se je svetila fantovska športna ura. Ampak fantje niso vse pozornosti posvečali uri, temveč stekli k Elizabeti takoj, ko je pomolila glavo iz trgovine. 2 po 2 sta nesla vrečko. Tako veliko lažje je bilo, kot pa če bi vse nesla ena sama oseba. Fantje so spoznali, da je Elizabeta prijazna kot njihove lastne babice in nikoli niso pričakovali nič v zameno. In ne samo to, prav pazili so, da če so kdajkoli videli katerokoli babico ali dedka ali mamico z majhnimi otroci, ki so nosili veliko vrečk, da so pohiteli in pomagali nesti. Domen, Nejc, Peter in Sebastian so postali poznani kot najboljši fantje v mestu in celo dobili pohvalo od župana. Prijaznost in pomagljivost sta lepe vrline, ki osrečujeta vse ljudi. Kdor rad starejšim in drugim ljudem pomaga, ta vedno zmaga. Poslušaj še enkrat in očke zapri. Pravljica se začenja. 1, 2, 3. Grbava betka. Vsak torek in četrtek po šoli grejo Sebastian, Nejc, Peter in Domen skupaj do igrišča na nogometni trening. 10 minut na pot jih vodi mimo trgovine, ki med drugim prodaja veliko zanimivih stvari za otroke. Ena od izložb ima zmeraj razstavljeno nekaj, kar vse otroke pritegne do okna. Tudi Sebastian, Nejc, Peter in Domen se zmerom ustavijo pred izložbo. Tokrat je bil razstavljen avtomobil na baterijski pogon. Izgledal je kot luksuzen rumeno-črn športni dirkalnik z velikimi kolesi. V paketu je prišel tudi klanec, čez katerega je avto pri polni hitrosti lahko skočil do 5 metrov daleč. To pa je lepotec. Če bi prihranil mojo žepnino, bi ga lahko kupil, je sanjal Peter. Sebastian se je glasno zakrohotal. Ti pa prihranil žepnino? Pa saj nimaš niti centa. Vse takoj zapraviš za sladkarije in igrice. Grem stavit, da če bi ga jaz navrl do polne hitrosti, bi skočil še dlje kot 5 metrov, se je važil Nejc. Ko so tako opazovali izložbo, so zaslišali zamolklo godrnjanje. Oho, stara škatla je spet točna kot švicarska ura. Vsi fantje so pogledali čez ramena. Kot pričakovano so videli grbavo betko, ki je kot vsak torek prihajala iz trgovine.
Hodila je sklonjeno, grba vidna na hrbtu. Vedno je nosila 2 polni vrečki in mrmrala sama sebi, kako razvajena in nevzgojena je današnja mladina. Fantje so se ponavadi norčevali iz nje. Zmislili so si celo nesramno pesmico. Bežite, otroci, bežite, ljudje, grbasta betka po cesti gre. Če v oči ji pogledaš, ti glavo odje. Pesmico so tiho peli, ko je bila še blizu. Čim bolj se je oddaljevala, glasneje so peli in se režali. In tako je bilo vsak torek. Nekaj tednov pozneje so fantje spet stali pred izložbo. Razstavljena je bila rolka, imela je nalepke in fantje so sanjarili, kako fantastične skoke in trike bi izvajali na njej. Pohlepneži, samo imeli, delali pa nič. Naredite kaj dobrega, da si zaslužite drage stvari, s katerimi vas razvajajo starši. Nikoli prej jih betka ni direktno nagovorila. Fantje so se počutili, kot da jim je storila krivico. Sebastian je začel glasno peti in drugi so se pridružili. Bežite, otroci, bežite, ljudje, grbasta betka po cesti gre. Če v oči ji pogledaš, ti glavo odje. Betka je med hojo pogledala nazaj, a se je spotaknila in padla. Vrečki sta padli na tla in vsebina se je razsula po pločniku. Jabolka so se skotalila na vse strani, paket mleka je počil in bela tekočina se je širila po asfaltu. Kruh je padel iz papirnate vrečke in ležal na tleh blizu cigaretnega ogorka in 2 žvečilk. Betka ni več govorila. Bila je popolnoma tiho. Negibno je sedela na tleh in Domen bi lahko prisegel, da je v očeh imela solze. Nejc, Peter in Sebastian so stekli vstran, da jih ne bi kdo okrivil, in se med tekom režali kot norci. Domen je nekaj trenutkov negibno stal. Ni hotel biti okrivljen za to, ampak betkine solzne oči so mu stiskale srce. Pomislil je, kako bi se njegova babica počutila, če bi se to zgodilo njej in ji nihče ne bi pomagal, temveč se norčeval iz nje. Sama misel na to mu je še bolj stisnila srce. Domen je res imel rad svojo babico. Nežno se je približal in Betki pomolil roko. Gospa Betka, primite mojo roko, pomagal vam bo vstati. Vas kaj boli? Stara gospa je definitivno imela solzne oči. Domen je tudi videl, da je na roki in kolenu imela krvave odrgnine. Nekaj trenutkov se Betka ni premaknila. Potem je zašepetala. Elizabeta. Oprostite, prosim? Elizabeta, je glasneje povedala starka na tleh. Ime mi je Elizabeta. Otroci se že od nekdaj norčujejo iz mene in me kličejo Betka. To mi ni všeč. Elizabeta je lepo ime, je rekel Domen. Pridite, gospa Elizabeta, pomagal vam bom vstati. Elizabeta je prijela njegovo roko in Domen je moral kar dobro povleči, da je lahko gospe pomagal vstati.
Ko je stala, je začel pobirati jabolka in vse druge stvari, ki so popadale iz obeh vrečk. Nažalost je mleko izteklo, ampak vse drugo je spet v vrečkah. Vam jih lahko pomagam odnesti do vaše hiše? Elizabetin obraz je bil presenečen, ampak tudi prijazen in lep. Domen je prijel obe vrečki in ju dvignil. Komaj ju je nesel, tako težki sta bile. Ni bilo zelo daleč, a ko sta prišla do njene hiše, se je počutil, kot da mu bosta roke odpadle. Ni čudno, da je Elizabeta vedno godrnjala, ko je nosila vrečki. Za staro gospo je to moralo biti izjemno naporno. Med potjo sta se pogovarjala in Domen se je počutil skoraj tako, kot z svojo ljubo babico. Preden je Domen odšel, se je opravičil, da so se nočevali iz nje in ji zaželel lep dan. Nato je stekel za preostalimi in še pravočasno prišel na trening. Naslednji teden je v izložbi bil dron. Sebastian, Nejc, Peter in Domen so si spet pasli oči. Domen je zmerom pogledoval proti trgovini. Kaj pa je s tabo narobe? Se bojiš grbave betke? Ga je dražil Peter. Njeno ime je Elizabeta, ne grbava betka. Če bi govoril z njo, bi videl, da je prijazna starka. Oho, Domen ima novo punco, se je norčeval Nejc. Res? Jih je zdolgočaseno pogledal Domen. Prav bedni ste s svojimi izjavami. Se tako obnašate tudi do lastnih babec? Fantje so bili vidno šokirani. Prav v tem trenutku Elizabeta stopi iz trgovine. Domen steče do nje. Dober dan, gospa Elizabeta, upam, da imate lep dan. Ali vam lahko pomagam nesti vrečki? Hvala, Domen, bom že nekako zmogla. Ne, to bo dobro za moj trening, bom imel večje mišice. Kar dajte mi vrečke, prosim. Elizabeta se je morala na glas zasmejati in mu z veseljem in olajšanjem dala vrečki. Spet sta bili zelo težki. Domna so bolele roke, a jih je varno prinesel do njene hiše, se poslovil in nato stekel na trening. Naslednji teden je v izložbi bilo razstavljeno fantovsko gorsko kolo, ki se je svetilo v modro-črni barvi s srebrnimi dodatki. Fantje so se kar slinili pred izložbo. Kaj bi dal, da bi bilo to moje kolo? Nejc je puščal lepljive odtise prstov in rok na steklu. Če bi bil moj, bi vsi samo jedli prah, ki bi ga puščal za seboj, se je bahal Peter. Domen je spet pogledoval proti trgovini. Ko je videl Elizabeto, je spet stekel do nje in ji pomagal nesti vrečke. Fantje so se še norčevali iz njega, ampak se niso več na glas norčevali iz Elizabete. V četrtek, ko so spet šli na trening, kolesa ni več bilo v izložbi. Namesto tega je tam bil skiro. Neki srečnež se vozi z mojim kolesom, je stokal Sebastian. Misliš z mojim kolesom? Ga je popravil Peter. In tako se je vse nadaljevalo še 4 mesece. Vsaki teden so se fantje ustavili pred izložbo, vsaki torek je Domen pomagal Elizabeti nesti vrečke. Nato je napočil Domnov rojstni dan. Ko je tisti teden Elizabeto pospremil do doma in odložil vrečke pred hišo,
mu je rekla, naj za trenutek počaka. Odšla je do garaže in jo odprla. Domen se je spraševal, kaj neki mu hoče pokazati. Ali bo ga vprašala, če ji lahko pomete garažo? V garaži je stalo gorsko kolo iz izložbe. Gospa Elizabeta, ste kolo kupili za vašega vnuka? Ne, kolo je zate, Domen. Hvala, da mi vedno pomagaš nesti vrečke. Domen je bil več kot šokiran. Ampak kolo je izginilo iz izložbe pred meseci. No, seveda si nihče ne zasluži kolesa, če enkrat pomaga nesti vrečke. Ampak ti to zdaj delaš že mesece. Prvič, ko si mi pomagal, sem vedela, da boš ostal pri tem. Zato sem hitro nabavila kolo, ko je bilo še na zalogi. In sedaj, ob tvojem rojstnem dnevu, je prava priložnost, da ga dobiš. Ampak ne pomagam vam zato, da bi kaj dobil. Samo pomagati sem hotel in da bi bili veseli. Vem, Domen. In ravno zato si zaslužiš kolo. Brez skrbi, predtem sem govorila s tvojima staršema. Rekla sta, da sta ponosna nate in da smeš vzeti kolo. Domen je skoraj lebdel od sreče. Močno je objel gospo Elizabeto in se prisrčno zahvalil. Nejcu, Petru in Sebastianu so čeljusti skoraj padle na tla, ko so videli Domna na novem gorskem kolesu, ki so si ga vsi tako želeli. Ko jim je razložil, od koga ga je dobil, so bili šokirani. Če bi ji oni pomagali, bi mogoče tudi kaj dobili. Domen jim je razložil, da to nikoli ni bil njegov namen. Postalo jih je sram. Naslednji torek so fantje spet bili pred izložbo. V njej se je svetila fantovska športna ura. Ampak fantje niso vse pozornosti posvečali uri, temveč stekli k Elizabeti takoj, ko je pomolila glavo iz trgovine. 2 po 2 sta nesla vrečko. Tako veliko lažje je bilo, kot pa če bi vse nesla ena sama oseba. Fantje so spoznali, da je Elizabeta prijazna kot njihove lastne babice in nikoli niso pričakovali nič v zameno. In ne samo to, prav pazili so, da če so kdajkoli videli katerokoli babico ali dedka ali mamico z majhnimi otroci, ki so nosili veliko vrečk, da so pohiteli in pomagali nesti. Domen, Nejc, Peter in Sebastian so postali poznani kot najboljši fantje v mestu in celo dobili pohvalo od župana. Prijaznost in pomagljivost sta lepi vrline, ki osrečujeta vse ljudi. Kdor rad starejšim in drugim ljudem pomaga, ta vedno zmaga.